Nadaljujemo z našim posvetom ob 75-letnici Pariške mirovne pogodbe. Pred nami je drugi del, ki ga bojo nam predstavili 4 referenti, oziroma 3 referenti pa 1 referentka. Razdeljeni tako geografsko iz različnih koncev slovenskega širšega prostora, kot tudi vsebinsko. Če smo v prvem delu govorili predvsem o, recimo temu, kazensko-policijskih vidikih, tudi cerkvenih vidikih, se zdaj podajamo na pot šolstva, ki ga bo predstavil profesor Tomaž Simčič. Zelo sem vesel, da se je odzval vabilu na ta referat. Mislim, da ni potrebno širše predstavljati, ampak vendar nekaj besed, zgodovinar, velike stvari, ukvarjal se iz socialne zgodovine, verske zgodovine, tudi dotikal se je nekoliko manj politične zgodovine, pisal veliko zanimivih stvari in upam, da bo še veliko ostal na tej svoji poti, ker lepo piše. Pred zamere malo hecal, ne? V glavnem, bil je dolgoletni uslužbenec deželnega šolskega urada, predvsem profesor zgodovine na slovenskih šolah, tudi na koncu vodja deželnega šolskega urada, zdaj je pa mladi upokojenec. In predstavil nam bo zanimiv vidik, in sicer tema naslov njegovega referata je Slovensko šolstvo na Tržaškem in Goriškem pred podpisom Pariške mirovne pogodbe in po njem v luči zapisnika seje o tekočih vprašanjih šolstva z dne 6. avgusta 1946. Tomaž, beseda je tvoja. Dober večer vsem. Zdaj, odkot prihaja ta zapisnik in kako sem ga dobil na koncu, bom o tem povedal, bi šel kar ad rem. To se pravi, 6. avgusta 1946 je bil na sedežu Zavezniške vojaške uprave v Trstu sestanek, katerega so se udeležili naslednje osebe. Sam načelnik oddelka, ki je bil ameriški oficir John Simoni, znana osebnost, potem strokovni svetovalec za italijanske šole, Antonio Andri mu je bilo ime, strokovni svetovalec za slovenske šole, Srečko Baraga, tudi znana osebnost, ki je potem šel v emigracijo v Argentino, potem tržaški superintendant Vittorio Rubini, goriški superintendant Guido De Vetta, pulski superintendant Villa, superintendant je bil neke vrste šolski skrbnik, potem okrožni nadzornik za italijanske šole v Trstu Vittorio Furlani, za goriške šole neki Betjol in okrožni nadzornik za slovenske šole v Trstu Vladimir Žitko ter okrožni nadzornik za slovenske šole v Gorici, že prej omenjeni Anton Kacin. Zdaj, sestanek je potekal kmalu po zaključku prvega povojnega šolskega leta. In da uokvirimo vso zadevo, to se pravi, da je ta sestanek potekal skoraj leto dni potem, ko je v tako imenovani coni A Zavezniška vojaška uprava šolstvu že postavila temeljni okvir. Torej, že eno leto prej, se pravi avgusta 1945, so zavezniki določili, da prvič ostanejo v veljavi italijanski zakoni in pravilniki, ki se tičejo na primer učnih načrtov, šolstva sploh in ki so veljali pred septembrom leta 1943, razen tistih, ki so jih odpravili in nadomestili zavezniki. Ampak temeljna torej, struktura šolstva ostaja tista. Ampak druga pomembna stvar, da italijansko prosvetno ministrstvo nima oblastmi nad ozemljem Julijske Benečije, ki je pod nadzorom Zavezniške vojaške uprave. In tretjič, da se odprejo tudi slovenske šole. To je bilo eno leto prej. Torej, po enem letu, prvo šolsko leto je mimo in se dobijo te osebe, ki sem jih prej omenil, in razpravljajo ne toliko o načelnih zadevah, ki te so bile že določene pred enim letom, ampak na dnevnem redu so bolj praktična vprašanja. Ampak to ne pomeni, da je sestanek manj zanimiv, ker včasih prav, ko gre za razpravo o kakšnih praktičnih zadevah, ki se morda zdijo na prvi pogled nepomembne, pridejo do izraza razni vozli, razne težave in tako se tudi mogoče ugotoviti kakšno vzdušje, je bilo. Zanimivo, prej je omenil Renato, da sem delal v šolski upravi. To je bilo če je bilo pred tolikimi leti tako, danes je nič drugače. Torej,
v šolski upravi se ne govorimo o temeljnih zadevah, takih praktičnih, ne, ampak pride do ravno takih težav, ne, lahko. Torej, prva zanimiva ugotovitev je, da na tem sestanku vprašanje razmejitve skoraj ni bilo omenjeno. Morda nekoliko nenavadno se pravzaprav je prihod mednarodne komisije, razmejitvene komisije v Trst marca 1946 močno razburkal šolsko življenje, so tudi dijaki štrajkali in tako dalje, ne. In v prvih dneh avgusta, ko je potekal ta sestanek, je v Parizu že potekala mirovna konferenca. In katere poglavitni sklepi so bili od 3. julija pravzaprav že znani. Ampak pomembno je to, vedelo pa se je tudi to, da ne bodo verjetno stopili v veljavo takoj, saj je Simoni na seji uvodoma dejal, citiram, da bomo po vsej verjetnosti prihodnje leto, vsaj na začetku, še v tej coni. Konec citata. Edini izrecni odmev na bodočo razmejitev je v zapisniku nastop nadzornika Ville, superintendanta pulske enklave. No, to je bila enklava, ki spadala pod cono A, ampak je bila popolnoma obdana s cono B, torej vse okoli je bila pod upravo jugoslovanske oblasti. Ne? In je rekel Villa, in citiram, ko se je 4. maja razširila novica, da bi utegnila biti sprejeta francoska črta, je prebivalstvo in šolsko mladino obšla velika pobitost. Pulju so bili večinoma Italijani. Ne? Govorilo se je o protestih, o stavki, pri kateri bi seveda sodelovali tudi dijaki. V resnici z vsega tega ni bilo nič in to tudi zato, ker je vzniknilo novo upanje takrat. Ne? Potem neki nadzornik me je vprašal, kaj bi se zgodilo, če bi junija prišle slabe novice. Izpiti mnogih dijakov bi bili kompromitirani, mnoge družine bi zapustile Pulj in otroci ne bi mogli polagati izpitov. Konec citata. Diskusije po teh besedah ni bilo, ali je zapisnikar ni zabeležil. Gremo dalje. Z posegov večine udeležencev sestanka je dalje razvidno, da je v šolskem letu 45-46 šolska oblast kolikor toliko dobro vladovala razmere le v večjih mestih, a že v tržaških okoliških vaseh stvari niso bile pod nadzorom. Da ne govorimo o številnih bolj oddaljenih krajih na Tržaškem in Goriškem krasu in v Soški dolini, kjer so si šolske pristojnosti marsikje še naprej prisvajali, narekovajih, drugi uradi, altri uffici, ne? To je bil seveda eufemizem za pritiske, s katerimi so šolski odseki teh pokrajinskih narodno-osvobodilnih odborov skušali vplivati na šole. Ne? To lahko spustim. Glavna Simonova skrb, ki jo je nekajkrat poudaril tudi na seji, pa je bila, da bi bila javna šola obranjena pred zunanjimi političnimi pritiski. Dve sta bili namreč najpomembnejši načeli šolske politike zavezniške vojaške uprave. In sicer, da naj pouk poteka v maternem jeziku učencev, ne, to je zelo pomembno za Slovence bilo, in drugič, naj na šole ne vstopa politična propaganda. In tukaj je bil glavni srž spora s temi narodno-osvobodilnimi odbori, ker za te projugoslovanske politično stran, torej recimo protiitovska propaganda, vse, to ni bila politična propaganda, ne? To ne bi šole delovale, slovenske šole ne bi delovale v tem duhu, ne? Zavezniki pa so rekli, ne, to je politika, tega ne. Tukaj je bil spor. Ne? In zdaj ob tem vprašanju so Devetta, Rubini in Villa Simoniju enoglasno zagotavljali, da razen v Tržiču na italijanskih šolah političnih pritiskov ni. Kar verjamem, zakaj razen v Tržiču? Ker v Tržiču so bili zelo močni, torej italijanski, torej govorimo o italijanskih šolah, ne? Tam so bili med delavci, ne? Zlasti je bila močna ta komunistična partija in tam je prišel do tako. Evo. In zanimivo, kaj odgovori Simoni. Vi pravite, da na italijanskih šolah ni nobene politike, nobenega hujskanja? Odgovor, ne. Kvečemu smemo govoriti o negotovosti pri družinah, a to nima nobene zveze z rednim delovanjem šole. In nadaljeval Devetta, to je goriški skrbnik, da pa nima istega mnenja o slovanskih šolah, slovanskih rabi to besedo, ne, ki da so pod udarom politične propagande.
za kar je navedel primer uporabe učbenika Naša beseda. Naša beseda je bil učbenik, ki so ga v Ajdovščini tiskali takoj po vojni za šole, ki so bile pod kontrolo najprej partizanov in potem narodno-osvobodilnih odborov. Ne? Tega učbenika pa zavezniška vojaška uprava ni odobrila. Deveta pa je priznal, da je v sami Gorici tudi na slovenskih šolah po tistih štrajkih, tukaj je treba vedeti, kaj so bili tisti štrajki, to so bili štrajki proti Baragi, namreč v teku šolskega leta je bil Baraga obsojen v Ljubljani na smrt kot narodni izdajalec, češ da je bil narodni izdajalec. Zavezniška vojaška uprava pa je preiskala zadevo in prišla do zaključka, da obtožbe niso utemeljene in zato ga ni odstavila. In zato so potem bili ti štrajki, ki jih omenja Deveta. Ampak pravi, da razen teh štrajkov drugo je bilo vse v redu. Zdaj, naslednje vprašanje, ki so ga obravnavali na tem sestanku, je bilo povezano z vprašanjem priznanja obstoječih šol. Namreč to, da so bile šole ustanovljene, še ni pomenilo, da so bile tudi priznane. Zavezniki so za priznanje zahtevali dve zadevi. Da spoštujejo zakone oziroma pravila zavezniške vojaške uprave in da sprejemajo predpisane učbenike. Iz nadaljevanja pogovora je razvidno tudi, da bi uprava morebitnih upornih šol ne zapirala, ampak bi jih obravnavala kot zasebne in ne bi več skrbela za šolske prostore in plačevanje učiteljev. Sveto vprašanje priznanja najbolj neposredno zadevalo prav slovenske šole. Simoni je dejal dobesedno: dotaknimo se sedaj priznavanja slovenskih šol. Vse določbe, ki jih je na tem področju sprejme zavezniška vojaška uprava, bo morala potrditi italijanska vlada. Saj bo morala zagotoviti nadaljnje delovanje slovenskih šol. Mi moramo zato tem šolam pripraviti trdne temelje. Ta izjava načelnika Simona je zelo pomembna, ker iz nje je razvidno dvoje. Prvič, da je bilo avgusta 1946 že jasno, da bo Italiji na mirovni konferenci vrnjen del cone A. In da bo drugič pa, in to je še pomembneje, da bo Italija slovenske šole morala potrditi. In kar je, čeprav s stisnjenimi zobmi v Gorici, ko je prišla pod Italijo, tudi dejansko storila. Zanimivo je potem zadeve, torej potem Anton Kacin, kako se oglaša, pravi, da 3/4 šol, ki jih on nadzira, zadoščajo pogojem zavezniške vojaške uprave. In potem recimo je zanimiv, tako kot bolj anekdotičen primer, ampak se oglasi Kacin v določenem trenutku in navede primer šole visoko v hribih blizu meje, na kateri vse deluje v skladu z našimi navodili, le Titov portret visi v razredu. Ampak, pravi Kacin, ker to je bil prekršek, zavezniška vojaška uprava ni dovoljevala izobešanja Titovega portreta. Ampak pravi Kacin, ampak je dovolil civilni komisar iz Kanala ob Soči. In je zanimivo, da je Kacinova obrazložitev prepričala tudi Simonija, ki je naposled priznal, da je zadeva s Titovim portretom postranska, saj je mnogo bolj pomembno, da učenci sprejemajo naše učbenike. In to zadnje Simonijevo priznanje ni bilo tako banalno, kot bi se zdelo z današnjega zornega kota, saj je imelo izobešanje Titovega portreta v času, ko so se odločale meddržavne meje, močan simboličen pomen. Je bilo še več takih praktičnih vprašanj na seji, ki jih bom preskočil, da bom ostal v mejah 20 minut. Morda bi omenil tudi samo vprašanje italijanščine, ki recimo danes, če beremo, se nam zdi malček smešno, ker danes mi imamo na naših šolah v Trstu in Gorici in tudi v Benečiji skoraj polovico otrok, ki prihajajo iz neslovenskih družin, mnogi med temi sploh slovenščine ne znajo, ko se vpišejo. In iz tega zapisnika pa vidimo, in to je potem potrjeno tudi v literaturi, da je bilo ogromno pritiska sa strani Slovencev, bolj v vaseh,
proti učenju italijanščine, ne, so prav zavračali, da bi v šolah se učila italijanščina. Ne. Dobro, torej, smo leta 1946, vzdušje je bilo nekoliko drugačno. Bi potem prešel še na drugi, krajši del, namreč 2 meseca kasneje se je v Parizu zaključila mirovna konferenca, kot vemo, 10. februarja je bil podpisan mirovni sporazum, ampak ki je stopil veljavo septembra šele, to se pravi ne takoj, ampak s šolskim letom, če govorimo o šoli, 47-48. To se pravi, da naslednje šolsko leto, 46-47, je bilo prehodnega značaja. Zahodno od Morganove črte je bila za pouk še pristojna formalno zavezniška vojaška uprava, vzhodno od Morganove črte, ki pa je v krajih, za katere se je vedelo, da bodo, zahodno je pravilno od Morganove črte, ampak v tistih krajih, za katere se je vedelo, da bodo dodeljeni Jugoslaviji, je že popuščala vajeti krajevnim faktorjem, recimo narodno-osebnim odborom in tako naprej. Medtem ko slovenskemu šolstvu v coni A je to drugo šolsko leto prineslo razveseljivo novost in celo ustanovitev nižjih strokovnih šol, namenjenih otrokom, ki niso nameravali obiskovati srednjih šol. Ta odločitev je bila pomembna, ker potem približno 15 let kasneje, ko se je bila ustanovljena enotna nižja srednja šola, posod tam, ker so bile te strokovne šole, je potem so nadaljevale nižje srednje šole. In so se začeli vrtci tudi, prvi vrtci. Ampak velika sprememba pa je nastopila seveda s šolskim letom 47-48, saj je 15. septembra začela veljati mirovna pogodba. Vse šole bivše cone B so torej dokončno prišle pod Jugoslavijo in torej prevzele jugoslovansko šolsko zakonodajo in šolsko upravo. Isto se je zgodilo s šolami bivše cone A v krajih dodeljenih Jugoslaviji, se pravi v Soški dolini, na Tržaškem in Goriškem krasu, v Puli. In jugoslovanski upravi je bila formalno sicer začasno, dejansko pa ni bilo začasno, zaupana tudi uprava cone B novo nastalega svobodnega tržaškega ozemlja, se pravi, govorimo o Kopru, Izoli, Piranu in tako naprej. In zdaj, tukaj je pomembno vedeti to, da posledica zdaj te nove razmejitve, katera je bila, da ste se ustvarili 2 resničnosti. Ena v Trstu, ki je prišla pod svobodno tržaško ozemlje, nekaj povsem drugačnega v Gorici. Zdaj, v Trstu bistvenih razlik ni bilo, ker se je nadaljevala zavezniška vojaška uprava in se je ta, bi rekli, manjšinska zakonodaja nadgrajevala. Zavezniki so celo izdali neke vrste enotno besedilo o slovenskem šolstvu, ki je zelo pomembno, zato ker je potem iz tistega izhajala tudi Italija, ko je leta 1961 uzakonila slovensko šolstvo. Ustanovljeno je bilo slovensko učiteljišče, klasična vzporednica na realni gimnaziji in tako dalje. Skratka, nadaljevanje te britansko-ameriške uprave je slovenskim šolam na Tržaškem omogočilo, da so 7 let kasneje londonskim pogajalcem prinesle v doto sveženj doslednih in v sebi zaključenih zakonskih in normativnih ukrepov, ki jih je posebni statut, priložen londonskemu memorandumu, povzdignil na raven meddržavnega dogovora. Zdaj, zadnja stvar, v Gorici pa je bilo popolnoma drugače. Gorica je prišla pod Italijo, kjer Italija je dotedanje ukrepe zavezniške vojaške uprave preklicala, ampak to, hvala Bogu, ni pomenilo, da je zaprla slovenske šole. Mislim, da ni mogla v resnici, politično ne bi mogla. Je pa res, da je slovenska šola ostala v nekem pravnem vakumu. In ta vakum se je zapolnil šele leta 1961, ko je izšel prvi zakon, ki ga je sprejel italijanski parlament, ki priznava slovenski šol, da obstoj slovenske šole. Zato so si prizadevali
torej v resnici vsi Slovenci, bodisi levi kot drugi, ki so, torej zamejski Slovenci, ki so tukaj ostali v mejah Italije, ne, leta 1954 tudi Trst pride pod Italijo, ne. Zlasti pa bi rekel v krogih Slovenske demokratske zveze, tu sta bila zlasti profesor Kacin in dr. Šviligoj zaslužna za to, da sta potem z intervencijami, z obiski v Rimu in tako naprej dosegla to, da je Italija z zakonom 61, torej leta 61 te slovenske šole priznala, ampak zadeva je bila dolga, ne, torej v tem vakumu so goriške šole bile 14 let, tržaške pa 7. Ne? Torej, evo, ni bilo lahko. Zdaj bi zaključil, da ne presežem 20 minut, še s tem, da povem, da ta zapisnik, na katerega sem se naslonil za to, da sem prikazal to situacijo na šolskem področju, zanj se zahvaljujem zgodovinarju Robertu Spacaliju. Sem imel srečo, da zadnjih nekaj let pred upokojitvijo sva bila kolega, jaz sem delal na Deželnem šolskem ravnateljstvu, Spacalij je bil dodeljen tja kot profesor, raziskovalec, nalogo, da je uredil arhiv, zgodovinski arhiv. Namreč v arhivu Deželnega šolskega urada oziroma Tržaškega pokrajinskega urada, ki je zdaj skupaj z Deželnim šolskim uradom, je ohranjena vsa dokumentacija in to je primarni vir za študij začetkov slovenskega povojnega šolstva. To so papiri, ki jih nihče ni še do zdaj študiral. Žal, arhiv ni še javen, ne? Torej zaenkrat je to še v lasti, torej je tam na Deželni šolski upravi, ki se ne ukvarja s tem, ne? Seveda, če morda kdo vpraša, so tudi pripravljeni to odstopiti, ampak dejstvo je, da je tam ves arhiv, ki še čaka na to, da ga kdo obdela in mislim, da bo tam veliko dragocenega za to, da se ta slika tega začetka povojnega šolstva na Tržaškem in Goriškem dopolni. Hvala lepa. Hvala profesorju in prijatelju Tomažu Simčiču za ta izviren referat, predvsem predstavitev izvirnega primarnega vira in prispevek k poznavanju šolstva na Tržaškem in na Goriškem. Naj ne bo Tomaž zameril, če rečem, da pripravlja zanimivo knjigo o delovanju svojega očeta, dr. Teofila Simčiča, ki bo letos jeseni šla pri Goriški Mohorjevi družbi. Bojo njegovi spisi, ne? Ja, že. Njegovi spisi spremno besedo tudi. Vabimo naslednjega referenta in sicer Iva Jevnikarja. Mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, ampak Ivo dovoli par besed. Človek, ki ve in zna skoraj vse, kar se dogaja v Trstu na Primorskem, v zamejstvu in izseljenstvu, povezuje to s svojim vsakdanjim delom, z ljubeznijo do naroda in domovine. Častnikar, publicist, voditelj, človek, ki se razdaja. Nimamo toliko minut. Tudi soorganizator današnjega srečanja. Hvala Ivo za vso pomoč in vedno pripravljeno sodelovanja. Predstavil nam bo tudi referat, ki se deloma tika njegove osebne, domače zgodovine in sicer vloga političnih beguncev iz Slovenije pri oživljanju slovenstva v zamejstvu v Italiji. Ivo, beseda je tvoja. Komaj čakam, da spregovoriš. Ja, lepa hvala. Je treba najprej obrazložiti to, zakaj se mene dotika, ker jaz sem iz mešanega zakona, ne slovensko-italijanski, ampak očeta begunca in mame Tržačanke. Zato sem mislil vključiti nekaj teh družinskih anekdot, ampak zaradi časovne stiske so tiste, ki sem jih črtal. Jaz sem mislil začeti s tem, da bi dal en okvir demografski, da bi povedali, kako je Slovenci tukaj v zamejstvu številčno od takrat do danes, kjer je velikanski demografski padec celotnega Trsta in zamejstva, ampak Slovencev še posebej. Zbral sem tudi nekaj podatkov o tem, kdo je pisal o vlogi slovenskih političnih beguncev v Trstu, ampak to boste mogoče kdaj brali. Ob koncu druge svetovne vojne sedanje zamejstvo v Italiji ni doživelo vala beguncev,
iz osrednje Slovenije kot Koroška, saj so bile partizanske čete in jugoslovanska vojska že 1. maja 1945 v Trstu, Gorici in sploh na obmejnem območju. Za tiste dni lahko govorimo kvečjemu o odhodu v begunstvo v Italijo iz Trsta, iz Gorice, primorskih domobrancev, slovenskih četnikov, a tudi določenega števila zlasti goriških duhovnikov in drugih protikomunistično usmerjenih osebnosti, ki pa so se v veliki večini kmalu vrnili na Primorsko. Nekaj tisoč slovenskih beguncev je v Italijo nekoliko kasneje prišlo iz Koroške, o tem bo govorila doktorica Jakličeva. Namestili so jih v taborišča, ki pa so bila odmaknjena od zamejstva. Trst in Gorica pa sta kljub temu kmalu postala vabljiva za politične begunce, ki so imeli tu korenine ali so dobili možnost zaposlitve v zavezniški zasedbeni upravi. Prava begunska vala iz Slovenije sta nastopila kasneje, ob razmejitvi leta 1947 in ob razdelitvi svobodnega tržaškega ozemlja leta 1954. Obakrat je bila dana možnost opcije za Italijo, za italijansko državljanstvo. Pred tema datumoma in po njiju pa je bilo tudi veliko smrtno nevarnih begov preko meje. Mirovna pogodba, torej bežali so, tukaj citiram iz Katoliškega glasa 49, kako so stotine primorskih družin z Bovškega, Kobariškega, Kanavskega in iz Brd bežale februarja in septembra 1947. Anton Kufalo, znani čedelmac Bevkov, je tudi zapisal v svojem dnevniku, kako je na stotine beguncev z Kobariškega v beneških vaseh. Šlo je torej predvsem za prebivalce obmejnih krajev, pri katerih pa je večkrat težko ugotavljati, kdo je politični begunec. Saj je bila okolica vedno povezana z mesti, pri nekaterih poklicih, duhovniki, šolniki, pa je bila mobilnost tako in tako vedno prisotna. Na območjih pod italijansko upravo, torej Goriška, Benečija, Kanalska dolina, so oblasti slabo ravnale z begunci in optanti slovenske narodnosti. Mnogim niso priznali državljanstve, selile so jih v notranje države, otroke optantov so izključili iz goriških slovenskih šol, tako da se je lep del teh beguncev izselil ali na Tržaško ali v Avstralijo in Združene države. Že večkrat omenjeni dr. Sviligoj, ki se v Gorici ukvarjal s temi problemi kot politik in odvetnik, je zapisal, da so oblasti zanikale državljanstvo nad 400 primorskim beguncem, kakih 150 učencev in dijakov pa so vrgli iz slovenskih šol. Doktorica Nevenka Troha, ki je v izpuščenem delu omenjan z nekim referatom, citira tudi dopis vrhovnega poveljstva italijanske vojske, ki opozarja politične oblasti, da je velikanska nevarnost, kajti ustava določa, da bo Furlanija Julijska krajina imela posebni statut zaradi prisotnosti slovenske manjšine in da bo torej italijanski parlament s takim statutom omogočil priseljenim agitatorjem, ki so skoraj vsi zlavi bjanki, torej beli ali belčki so pravili naši komunisti včasih, da bodo svojo dejavnost združili in prisilili tudi asimilirane Slovence v Nadiških dolinah, da bodo svoje sinove poslali v slovenske šole in sodelovali pri slovenskem kulturnem gibanju, ter tako na meji ustvarjali nova žarišča irredentizmov. No, do tega deželnega statuta, kot vemo, je prišlo šele leta 1963, slovenske manjšine statut sploh ne omenja, preganjanje Benečanov pa, kot smo slišali na zadnji dragi, je bilo po vojni hujše kot pod fašizmom. Drugačen je bil, to stalno slišimo danes, položaju Conija, svobodnega tržaškega ozemlja, ki so ga do oktobra 1954 upravljali Anglo-Američani. Delovanje nekaj desetin, sprva stotin posameznih emigrantov, zlasti izobražencev, je pustilo globoko sled. Okrepili so vse slovensko, ne zgolj lokalno čutenje, poživili slovenski jezik in kulturo po četrtstoletnem hudem preganjanju. Brez njih bi bila zamejska skupnost nedvomno revnejša, idejno manj razgibana, čeprav je bilo veliko konfliktov. Tu izpuščam domačo polemiko, kajti ti konflikti so še vedno živi. Zelo znan znanstvenik, tržaško-matični tudi, ker je tam predaval, pisal, kako so torej Slovencem levo usmerjenim odrekali državljanstva,
ali so zahtevali od njih, da upišejo otroke v italijanske šole kot pogoj za italijansko državljanstvo, kljub opciji, medtem ko to, piše, ta pogoj pa ni veljal za slovenske politične emigrante, ki so se zatekli v Italijo s pomočjo Vatikana. Popolna izmišljotina. Vatikan ni imel nič, niti slovenski duhovniki po 40-50 letih bivanja v Italiji niso dobili slovenskega državljanstva. Ne? Torej, večina intelektualnega jedra teh priseljencev je Trst vsekakor zapustila po povratku Italije s koncem svobodnega tržaškega ozemlja, ravno zato, ker ni imela državljanstva. Na tem mestu dodam, da so nekateri šolniki, torej begunci, ki so bili šolniki v Trstu, v Združenih državah potem dosegli visoke akademske položaje, recimo slavist Rado Lenček, geograf Jože Velikonja, zgodovinar Bogdan Novak, Vlado Rus, Jože Suhadolc in drugi. Torej, to je bila izguba intelektualnega potencijala, prej za Slovenijo, potem pa tudi za Tržaško. Najvidnejšo vlogo so politični begunci odigrali na šolskem, kulturnem in verskem področju. Čisto na začetku so nekateri politiki iz osrednje Slovenije sicer mislili politično delovati v Trstu, vse slovensko, ne zamejsko, vendar temu ni bila naklonjena zavezniška uprava, izredno radikalno pa so nastopile, kot smo slišali, jugoslovanske oblasti. Spomnimo se na težave, ki so jih Angleži delali Ivanu Rudolfu, ko je hotel iz Egipta v Trst. Ob nekem obisku ministra Kreka v Trstu so Angleži v svojem tajnem poročilu o njem zapisali, da je troublemaker, to je človek, ki povzroča samo težave, ne? Ki da ga je treba zastrašiti z grožnjo, torej ne z aretacijo, ampak z grožnjo aretacije naj da mir. Ne? Jugoslovanska politična policija pa je uporabila nasilje zlasti proti vidnim predstavnikom Slovenske ljudske stranke. Oktobra 1945 je bil sredi Trsta ugrabljen Ivan Martelanc, ženo Malko, oba sta izginila, nato Dore Martinjak, ki je preživel sicer po dolgem zaporu, februarja 1946 Albin Šmajt, ki je izginil, in ugrabiteljem so že ujeti ubežali Miloš Stare, poznejši predsednik Narodnega odbora, France Glavač, vodja Glavačeve skupine, tako imenovane, ne? Drago Petkovšek, precej kasneje tudi Franc Jeza, celo v 60-ih letih. O liberalnem politiku Andreju Uršiču, uredniku tednika Demokracija in članu vodstva Slovenske demokratske zveze, smo že slišali, ugrabljen 31. augusta 1947 pri Kobaridu, prepeljan v Ljubljano, dolgo zasliševan, držan v samici, po nekih pričevanjih so ga spravili celo ob razum. Neki Italijan, ki je bil zaprt na Poljanskem nasipu, piše, da se mu je malo začelo. Vsekakor je do sredine leta 1948 bil tam, potem pa izginil, gotovo umorjen. Ampak on je spet en tak primer, ko ne vemo, če je to politični emigrant, ker je iz Kobarida, med obema vojnama primorski emigrant v Ljubljani, po vojni spet emigrant, ampak se je precej zadrževal v rojstnem Kobaridu. Če so na verskem, vzgojnem in kulturnem področju begunci delali svojih notranjih nagibov in predhodne usposobljenosti, so za njihovo veliko vlogo v šolstvu in medijih po svoje zaslužni levičarski politiki. Nekaj smo že slišali. Gre za znano politiko bojkota zavezniške vojaške uprave. Cona A Julijske krajine prej in svobodnega tržaškega ozemlja potem je bila dodeljena Anglo-Američanom in ti so želeli svoje pristojnosti polno uveljavljati. Vojaški upravitelji so imeli v tistem obdobju pristojnosti vseh treh tradicionalnih vej oblasti, Bog in Batina. Prebivalstvo ni uživalo običajnih ustavnih pravic. Partizani med vojno in jugoslovanske oblasti med svojo 40-dnevno upravo pa so tudi na območju cone A vzpostavili svojo upravo, ki so jo v pričakovanju sklepov mirovne konference seveda hoteli obdržati. Višji častnik za civilne zadeve v coni A je bil od 4. julija 1945 ameriški polkovnik Alfred Connor Bowman. V svojih spominih je zapisal, da civilna uprava, ki so jo vzpostavile jugoslovanske oblasti, ni bila izbrana demokratično,
tudi on ne sicer, ne, ker sicer na podlagi sporazumov med zahodnimi zavezniki in Jugoslavijo ni bilo pomembno, predvsem pa po njegovem mnenju ni delovala zadovoljivo. Osebje ni bilo usposobljeno za vodenje upravnih zadev, pogosto je nastopalo samovoljno, dogmatično, oblastno in ni zmoglo kompromisov. Zato ni bilo zmožno, da bi dejansko opravljalo vsakodnevno upravno delo. Zato je 11. avgusta 1945 objavil svoje najbolj sporne zakonske predpise, splošni ukaz številka 11, ki je ukinil vse organe ljudske oblasti in uvedel neposredno upravo zavezniške vojaške uprave. Po tem ukazu je zavezniška uprava vzpostavila novo ureditev CONI-A, sama imenovala okrožne in občinske predsednike, torej župane in občinske svete. Že predtem je razpustila narodno zaščito, ukinila ljudske sodišča in druge organe jugoslovanske uprave, malo kasneje ustanovila svojo civilno policijo. Sledila je silovita reakcija prizadete strani z manifestacijami, predvsem pa z bojkotom zavezniške vojaške uprave, ki ga je uvedlo komunistično vodstvo. Kot piše Bauman v svojih spominih, mu je predsednik pokrajinskega narodno-svobodilnega odbora France Beuk 6. septembra pisal, da njegova organizacija ne bo sodelovala z ZVU na podlagi splošnega ukaza številka 11 iz 3 razlogov. Ker je uvedla ustroj, ki se v bistvu ne razlikuje od fašistične javne uprave, ker ukaz nima podlage v mednarodnem pravu, ker bi sodelovanje izdalo zaupanje ljudi, ki so izvolili organe ljudske oblasti. Bauman na to piše, navedam, pod Bevkovim vodstvom so slovenski zdravniki, odvetniki, sodniki, tehniki in drugi, ki so prej soglašali, da bodo sprejeli upravna mesta, odpovedali svojo pomoč. V nekaterih občinah je bilo nasprotovanje pasivno, v drugih je prišlo do odkritega upora. Zaradi bojkota tako Slovenci niso dobili zastopnikov na občinah, v conah, pokrajinah, služb v javni upravi. Ponekod so odklonili denar za obnovo požganih vasi. In bojkot je zadeval tudi slovenske šole, ki so jih zavezniki želeli ustanoviti brez prevlade komunistov. Tudi tu je grozilo, da bo vse zapravljeno. Uskočila je politična emigracija. Med domačini pa se je zaradi te politike vse ali nič začela tudi diferenciacija, ki je prekinila monopol partije. Bistveno vlogo pri ustanavljanju slovenskih šol je imel profesor Srečko Baraga, ki je bil takrat ravnatelj begunske gimnazije v taborišču Monigu. 1. avgusta 1945 je prišel v Trst na razgovor z zavezniškemu častniku za vzgojo Johnu Simoniju. Njegova naloga je bila, da bi skušal preseliti gimnazijo iz Moniga v Trst. Zato ga je profesorski zbor pooblastil, da pride v Trst in se o tem pogaja. On je to predložil Simoniju, vendar piše v enem govoru, ki ga je imel v Buenos Airesu, da Simonije pa ni zanimala ta selitev, ampak ga je zanimalo, da dobi človeka, ki mu pomaga postaviti na noge šole mimo partizanskih aktivistov, ki so ga bojkotirali. In torej so rekli, dobro, lahko preseliš šolo, ampak do 15. augusta najdi mi človeka, ki bo pomagal ustanavljati šole tukaj. Vrnil se v Monigo, sklical profesorski zbor in tam so rekli, ne, pojdi kar ti, si najbolj usposobljen za to, mi si bomo že pomagali. Gimnazija se potem ni nikoli preselila, on pa je prišel 16. augusta, sem se javil na delo, znašel sem se popolnoma sam, prepuščen usodi in svoji pameti v pravem peklu, kajti Trst je bil v tistem času pravi pekel. Baraga je povabil na to v Trst kolege iz taborišč, medtem se je Monigo selil v Serviljano in selitvi od gimnazije ni bilo nič. Večkrat je bilo že opisano, kako se je do začetka vpisal v nove šole, ki so jim po eni strani ostro nasprotovale italijanske krajevne in vsedržavne politične oblasti do De Gasperija, po drugi pa jih je obsojal uspešni komunistični bojkot. Do takrat, do dneva vpisa, do zadnjega dneva za vpis se je vlekla huda živčna vojna, na kar je levica popustila, saj bi ob nizkem vpisu zavezniki šol sploh ne ustanovili. Tako so temelje slovenskemu šolstvu v Trstu in Gorici na to postavljali Srečko Baraga in mnogi poklicni ali tudi improvizirani begunski šolniki. Njihova imena najdemo v
knjigi, ki jo je Lojze Gržinič posvetil Baragi. Ob njih vodilno med domačini Anton Kacin, nekateri domači šolniki, ampak tudi pretežno levičarski primorski povratniki iz Slovenije. Recimo na prvi seji vseh profesorjev bodočih šol, pouk se je takrat začel novembra, so se zbrali v zbornici v ulici Lazaretto Vecchio, kjer je bila glavnina šol takrat, in so se znašli na eni strani begunski šolniki, na sredi par domačinov, ki so učili na italijanskih šolah, ki niso imeli, in na drugi strani profesori, večinoma iz Slovenije, primorski begunci, ki so prišli prostovoljno ali pa v glavnem poslani že od novih oblasti. Tako da so bile te tri komponente, ki so se prvi dan debelo gledale, ampak so potem zvozile. Ogromno je bilo navdušenja, veliko pa politične napetosti. Barago so 46. v Ljubljani obsodili na smrt, 48. je odšel v Argentino in Primorski dnevnik je v naslovu komentiral: en zločinec v Trstu manj. Marsikdo pa je priznal na štiri oči, ampak tudi že pisno, da je bil on idealni človek na tistem mestu, saj je v slabih 3 letih postavil temelje šolstva od vrtcev do višjih srednjih šol. Sicer pa levičarski tisk takrat ni skopal z izrazi izdajalci, izvrški slovenskega naroda in podobne stvari. Za časa Kominforma tudi med obema strujama smo ravno tako lahko brali podobne. S pričo pomanjkanja učbenikov je zavezniška uprava kot znamenje dobre volje prosila Pokrajinski narodno-osvobodilni odbor naj priskrbi primerne učbenike. To se je tudi zgodilo, vendar je Bauman v spominih napisal: bili so živahni in poučni. Iz njih bi se učenci gotovo poučili o Titovi slavi in čudesih komunizma, a prav malo drugega. Seveda se jih nismo mogli posluževati. Tako so begunci nekateri domačini v nekaj letih sestavili tudi učbenike za vse predmete, šolske vrste in stopnje. Takrat je tudi nastopila na pobudo beguncev, ampak to je bila domača zadeva, samo pobudniki in uredniki, literarne vaje recimo. Ob šolah je bila močna prisotnost beguncev pri medijih, ki so jih seveda nadzirali zavezniki. Sem so spadali sama pisarna zavezniške informacijske službe AIS, dnevnik Glas zaveznikov, ki izhaja 2 leti. Glavni urednik je bil emigrant Bojan Ribnikar iz družine urednikov v Mariboru, večernika, pozneje odšel v Argentino, nato v Kalifornijo, in pa Radio Trst. Nekaj slovenskih radijskih oddaj je bilo že pod nemško zasedbo. 5. maja 1945 se je oglasil partizanski radio Svobodni Trst, večjezičen. 12. junija 1945, ko so se morali Jugoslovani umakniti iz tega spornega ozemlja, ga je prevzela, se bom držal tudi prejšnjih, ga je prevzela zavezniška vojaška uprava, a pustila osebje na položaju in le postopno dodajala nove kadre, tudi iz vrst emigrantov. Medtem ko so slovenski levičari na šolah kljub vsemu ustrajali, pa so Radio Trst februarja 1949 sami zapustili in maja prišli ustanavljati novi Radio Koper. Na radiju in med njegovimi zunanjimi sodelavci so bili številni begunci, tukaj imam celo vrsto imen, ki jih očitno ne bom naštel. Ob radiju je nastala samostojna, še vedno živa skupina Radijski oder, ki je nastopala tudi v prosveti kot slovenski oder, ustvaril jo je begunec Jože Peterlin, tudi tukaj so bili in begunci in zlasti mlajši domačini, tako da ni mogoče tega definirati, kot so jo nekateri neka begunska ustanova. Radio je bil prava ljudska univerza za ljudi oropane materinščine, a tudi glasilo, seveda takrat v času hladne vojne, glasilo Zahoda v smeri Jugoslavije. Pri tiskani besedi lahko omenimo tržaško-goriški mladinski list Mlada setev, ki ga je najprej urejal Rado Lenček, nato Jože Peterlin, oba begunca, Francieza, Vinko Beličič in drugi, tudi begunci so urejali kratkotrajni revij Stvarnost in Stvarna svoboda. Peterlin je 57. v Ljubljani v Trstu z mlajšimi domačini ustanovil revijo Mladika, ki še vedno izhaja, a je v celoti zamejska, kot sta bila odraz narodne manjšine, kljub številnim begunskim sodelavcem tednika Slovenski primorec v Gorici in Demokracija v Trstu.
Glede verskega življenja, treba omeniti, da je na Tržaškem že takrat primanjkovalo slovenskih duhovnikov. Zato so bili nekateri begunski duhovniki, ki so se tu ustavili, posebno dragoceni. No, danes ni v Tržaški škofiji niti enega v njej rojenega slovenskega duhovnika. Brez pomoči iz Slovenije bi bili popolni reveži. Drugače je bilo in je na Goriškem, kjer se je med drugim naselilo več duhovnikov iz primorskih krajev, ki so prišli pod Jugoslavijo, ampak to so bili sosednje vasi in bližnje vasi. Spet vprašanje, kdo je politični begunec. Duhovnik je itak škof, predstavlja sem pa tja, ne? Begunski duhovniki Jože Prešeren, Ivan Brečar in Jože Jamnik so leta 1945 z domačinom Lojzetom Škrlom začeli slovensko katoliško akcijo, iz česar se je rodila tudi skoraj 20 let delujoča živahna Slovenska dijaška zveza, kljub imenu ni vezana na matično stražarsko usmerjeno dijaško zvezo. Leta 1947 so začeli z otroškimi kolonijami. Omenjeni Prešeren, ki je bil več kot 40 let kaplan v osrednji župniji pri Novem Svetem Antonu, je bil tudi katehet, pobudnik skautin, zgradil je nov Marijin dom v ulici Risorta, urejal otroški mesečnik, pastirček in tako dalje. Vrečar, ki je že leta 1938 v Ljubljani pripravil molitvenik Kristus kraljuj, je z liturgičnim in drugim delom nadaljeval tudi v Trstu. Z liturgiko, ekumenizmom, ampak tudi etnološkimi raziskavami se ukvarjal Metod Turnšek, ki je v Trstu obnovil matično revijo Kraljestvo Božje, ki se pozneje vrnila v Slovenijo kot zbornik v edinosti. S predvojnimi knjižicami salezijanskimi v Trstu nadaljeval, dokler se niso vrnili v Slovenijo, salezijanec Franč Tuhec, in še bi lahko naštevali. En emigrantski duhovnik Stanko Zorko, ki je pribežal v Italijo leta 1949, je vodil gradnjo Marijinega doma v tržaški četrti Rojan, kjer je bil 40 let slovenski kaplan in kjer je od leta 1965 do smrti skrbel za nedeljske in praznične maše v slovenščini, ki jih neposredno prenaša Radio Trst. Poleg tega je 30 let urejal tedensko radijsko oddajo Vira naš čas. Na Goriškem je deloval recimo Jože Jurak, ki je dospel iz Argentine leta 1963, tudi politični emigrant, in je sourejal tednik Katoliški glas. Na Tržaškem v Argentini posvečen Jože Kunčič, tudi iz Slovenije. Dvakrat je emigriral duhovnik in pesnik Štefan Tonkli, najprej iz Baške grape v Gorico, nato v Argentino in po 15 letih spet na Goriško. In še bi lahko naštevali tudi redovnice. Velik je bil delež beguncev pri rasti naše književnosti in sploh kulture. Krajšo dobo so v Trstu živeli Zorko Simčič, Anton Novačan, Radolenček, že omenjeni Metod Turnšek, dalje pisatelj in časnikar Mirko Javornik, Drago Petkovšek, ki je pisal radijske mladinske igre, duhovnik, pesnik, pisatelj, ekumenski delavec Stanko Janežič, ki se je leta 1969 vrnil v Slovenijo. Do smrti pa so tukaj ostali recimo pesnik, pisatelj in kritik Vinko Beličič, literarni zgodovinar in kritik Martin Jevnikar, pisatelj in esejist Francieza, že omenjeni Jože Peterlin, ki ni bil samo publicist, pisec in režiser, gledališki kritik, ampak tudi velik organizator, bil pobudnik študentskega, dijaškega slovenskega kulturnega kluba, ki ima tukaj sedež. Do smrti bil duša slovenske prosvete, društva slovenskih izobražencev, študijskih dnevov Draga. A tudi pri teh imenih je treba poudariti, da so bili sicer ti ljudje, te osebnosti, politični emigranti po izvoru, po prihodu Trst, ampak so se v desetletjih seveda popolnoma urastli v zamejski prostor in delali predvsem za Slovence v Italiji. Likovni umetniki, 7 let je živel v Trstu France Gorše, slikar Tone Mihelič iz Škofje Loke, arhitekt Vilko Čekuta, ki je šel leta 1955 v Kanado, tukaj zgradil tudi kako cirku, inženir Simon Kregar, ki je delal prej na Radiu Trstu, potem je šel v New York in izjemno razvil svoje gradbeniške sposobnosti. Med glasbeniki bas-baritonist Marjan Kos, zborovski dirigent Ludvik Klakočer, ki je leta 1957 šel v Avstralijo. Prej je bila omenjena politika.
V politiki je bil prispevek političnih emigrantov manj viden od tega, kar bi mogoče pričakovali, čeprav so sodelovali tako v liberalno-narodnjaški Slovenski demokratski zvezi, kot v Slovenski krščansko-socialni zvezi, oziroma pozneje Slovenski katoliški skupnosti. To pa predvsem zato, ker niso imeli državljanstva in torej političnih pravic. Domače nekomunistične politične skupine so tudi raje videle, da emigranti niso v ospredju. Sicer pa je katoliško skupino vodil duhovnik Peter Šorli, povratnik iz Dachava, ki je bil s Tolminskega in vrsto let po vojni ni prekoračil meje, a se kot duhovnik goriške nadškofije ni imel za političnega begunca. Takoj po vojni so se okoli njega zbirali tudi nekateri izmed že navedenih ugrabljenih politikov, ki so skupaj pritiskali na zaveznike za krepitev pravic Slovencev v Trstu. V katoliških krogih je bil problem tudi v tem, da so bili nekateri begunski zelo agilni javni delavci iz vrst Erlichovih stražarjev. Jože Peterlin, Matej Poštovan, Vinko Beličič, Max Šah in še kdo. Ali vsekakor zagovorniki neodvisne slovenske države, Mirko Javornik, ki pa so jo z vero v močno zaščitnico Jugoslavijo in iz strahu pred sosedi, poleg levičarskih, zavračale tudi protikomunistične skupine. To se je zelo jasno videlo ob izidu zbornika Tabor 51, pri katerem je imel glavno besedo Mirko Javornik. Tu pa tam so se pokazali tudi stara nesoglasja med stražarji in mladci, tudi to. Pripadniki politične migracije, tudi v Trstu delujoči javni delavci z Goriškega, so vsekakor bistveno, torej emigranti in goriški javni delavci so bistveno prispevali k emancipaciji slovenskih katoličanov v javnem življenju na Tržaškem. V Gorici je bila tradicija in so bili ljudje, v Trstu pa je prišlo do avtohtonega poskusa uvajanja krščansko-socialnega gibanja le pred Prvo svetovno vojno, Jakob Ukmar, Anton Čok, Andrej Furlan, potem pa nič več do tega povojnega obdobja. Politično najvišji po rangu je bil med predvojnimi politiki, ki so se ustalili v našem zamestu, Ivan Tojeršu, ki je bil leta 1938 izvoljen za jugoslovanskega državnega poslanca. V Trstu pa je živel do smrti leta 1974, a se je s politiko, sicer manjšinsko, ne emigrantsko, ukvarjal le krajši čas. Drugače je bil predvsem šolnik in vzgojitelj, starešina slovenskih tržaških skavtov. Časnikar, stražar Matej Poštovan se je v politiki bolj izpostavil, ko je dobil italijansko državljanstvo. Bil je med ustanovitelji slovenske skupnosti v Trstu leta 1962. Zadnji odstavek, samostojna Slovenija je bila ideal Franca Jeze, ki pa je bil drugačen politični emigrant, krščanski socialist, pripadnik Osvobodilne fronte, interniranec v Dachavu. Leta 1948 je z nasprotovanja do diktature zbežal iz Ljubljane. Do konca je bil brez državljanstva in brez stalne službe. Leta 1959 je v Trstu v samozaložbi izdal knjigo Nova tlaka slovenskega naroda. Opravljal je listkovne akcije, natikal je letake na jugoslovanske avtomobile za neodvisno Slovenijo. V letih 1978-1983 pa je spet v samozaložbi izdal 5 drobnih zbornikov s pomenljivimi naslovi: Alternativa, Iniciativa, Demokracija, Akcija in Neodvisna Slovenija. Vsekakor pa je ideja o samostojni Sloveniji živela med številnimi mladimi, ki so bili v stiku z že omenjenimi zagovorniki slovenske neodvisnosti. Hvala. Hvala Igu Jevnikarju, zanimiv kot vedno, čas je kar prehitro stekel. Upam, Igo, da boš to tudi objavil, da nam bo ostalo v tvojih neobjavljenih aktih. Super, da, to bomo na koncu povedali. Vabimo že pred zadnjo referentko, bližamo se koncu, naš cilj je, da do 7 nekaj končamo. Torej, vabimo dr. Heleno Jaklič, ki se nam pridružuje tukaj na podiju. Predstavila nam bo svoj referat, ki nekako nadaljuje to begunsko tematiko, ki smo jo začeli z Igom Jevnikarjem. Naslov referata dr. Helene Jaklič je Slovenski begunci v Italiji po vzpostavitvi nove razmejitve med Jugoslavijo in Italijo.
Predavateljico poznate, zgodovinarka, Novomeščanka, ki živi na začasnem delu v Ljubljani, znana po svojih strokovnih, znanstvenih objavah, tudi veliko v medijih, ima redno kolumno Radio Ognjišče, drugače jo pa poznate tudi kot doskorajšnjo uspešno ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je pred kratkim končala svoj mandat in se vrnila v službo na Ministrstvo za kulturo. Drugače je pa referat, ki ga bo predstavila, del njenega doktorskega raziskovanja o slovenskem begunskem šolstvu v Italiji, ki je tudi pred kratkim izšel v knjižni izdaji. Helena, beseda je tvoja. Hvala, dober večer vsem in kar takoj k stvari. Skratka, če želimo govoriti o slovenskih beguncih v Italiji, moramo najprej razumeti, zakaj se je več kot 20.000 Slovencev, med njimi tudi 10.000 pripadnikov Slovenske narodne vojske, odločilo ob koncu vojne za umik iz domovine. Tega pač ni moč razumeti brez razumevanja dogajanja na slovenskih tleh med drugo svetovno vojno. Takrat je komunistična partija odločila, da najbolj ranljiv trenutek narodove zgodovine, ko so ga napadli 4 okupatorji, izkoristi za izvedbo komunistične revolucije in prevzem oblasti. Nasilje, s katerim je tlakovala svojo pot, je med vojno občutilo mnogo posameznikov in družin, še posebej tistih najbolj narodno zavednih, ki so bili odločno proti brezbožnemu komunizmu. Ko je bilo ob koncu vojne jasno, da bo v Jugoslaviji, torej tudi v Sloveniji, oblast pomoči sovjetske rdeče armade prevzela partija, je med prebivalci nastal strah pred slutenim maščevanjem nove oblasti. Ljudje so se zato podali na pot proti Avstriji, proti Italiji. Za večino je ta nekaj tedenski umik, tako je bil načrtovan, postal dokončno slovo od domovine. 6.000 Slovencev je prva leta po vojni preživelo v taboriščih na Koroškem, 10.000 domobrancev je bilo iz Vetrinja vrnjenih in izvensodno umorjenih, več tisoč Slovencev se je umaknilo v Italijo. Koliko Slovencev je maja leti 1945 pravzaprav odšlo čez mejo? Če je mogoče relativno natančno določiti število slovenskih beguncev, ki so se znašli v taboriščih na Koroškem, pa to ni tako preprosto za Italijo. Razlogov za to je več. V Italiji so begunce, ki so prihajali iz področja Jugoslavije, praviloma vodili kot Jugoslovane. Zgolj v posameznih arhivskih dokumentih UNRE, ki je med drugim tudi skrbela za taborišča, je mogoče zaslediti omembo Slovencev, Hrvatov in Srbov, čeprav naj bi bila na neki točki sprejeta odločitev, da jih ločijo po narodnosti. Vsaj tako lahko sklepamo iz enega izmed dokumentov, kjer lahko preberemo. Večina taboriščnikov je Jugoslovanov. Očitno je politika taka, da bi bili pripadniki posameznih kulturnih skupin, Hrvatje, Slovenci in Srbi, nastanjeni ločeno po taboriščih. Drugi razlog za nejasne številke je mnoštvo taborišč, v katerih so se znašli Slovenci, pa tudi pogosta selitev iz enega taborišča v drugo. Najpovprečno je vsak slovenski begunec v Italiji zamenjal 6 taborišč. Za primerjavo, recimo tisti, ki je bil na Koroškem v začetku junija 1945 poslan v špital, je pravzaprav tam ostal do odhoda v svet. Večje skupine tako seveda v Italiji najdemo v taboriščih v Munigu, najprej prve 3 mesece, v Serviglianu, Senigali, Barleti, Riccioneu, Forliju, Eboliju, Fermu, Tranju, Modene, Lamie Campo. Tu pa so še seveda nekatera mesta, kot je Bologna, Merano, Visco, Jesi, Reggio Emilia. Nekateri Slovenci so ostali tudi v Trstu, kar nekaj jih je bilo in Gorici, o čemer smo tudi slišali v predhodnem referatu. Nekateri, predvsem člani Narodnega odbora ter drugi vidni slovenski predvojni politiki in duhovniki so odšli tudi v Rim. Tam so ustanovili podružnico Jugoslovanskega dobrodelnega društva, Slovenski socialni odbor pod vodstvom Matije Škrpca, njihova skrb je bila pomoč beguncem. V Rimu je delovala tudi slovenska begunska pisarna, ki je pomagala slovenskim beguncem kasneje pri odhodu v svet. V Italijo so se umaknili tudi skoraj vsi bogoslovci ljubljanskega semenišča, slušatelji teološke fakultete, profesori in semeniško vodstvo.
Skratka, glede na dostopne podatke, naj bi bilo v Italijo po drugi svetovni vojni okoli 4 do 5 tisoč slovenskih beguncev. Največja strnjena skupina, okoli 1500, je bila zagotovo tista, ki je maja 1945 prišla v taborišče v Monigo, v prostore nekdanjega fašističnega koncentracijskega taborišča. Samo predstavljamo si lahko, kako je bilo nekaterim beguncem, ki so bili tako nekoč med drugo svetovno vojno tam zaprti kot narodno zavedni Slovenci. Večji del te Monigo skupine predstavljajo begunci, ki so prišli tja prek Vidma oziroma so bili tja prepeljani s Koroške. Od to tudi mogoče ta misel, zakaj je bila tako prepričljiva ideja, da bodo slovenske domobrance odpeljali v Italijo. Tu so slovenski begunci v Monigu ostali 3 mesece do septembra 1945, ko so jih prek taborišča v Forliju preselili južno od Ancone v Sebeljano, od tam pa kasneje v Senigaljo, nekatere še v Barleto, skratka zelo razpršeno. Ko govorimo o slovenskih taboriščnikih v Italiji in njihovem življenju, seveda izhajamo predvsem iz te najmočnejše, največje skupnosti, ne le zato, ker je bila največja, temveč ker imamo o njej največ dokumentov in pričevanj. Pa tudi te so bolj skromni, kot bi sicer želeli. Toda kljub temu podobne značilnosti zasledimo med slovenskimi begunskimi skupnostmi v drugih taboriščih, čeprav ima vsaka seveda tudi svoje specifike. Slovenski begunci so bili zelo dobro organizirani in samodisciplinirani. V poročilu Zavezniške uprave za Servigliano, to je bila tam največja slovenska begunska skupnost po preselitvi iz Moniga, beremo, navajam, so dobro organizirani in očitno sposobni sami skrbeti za svoje potrebe. So precej dobro oblečeni. Taboriščni vodja je izjavil, da je z veseljem delati s temi ljudmi, da so bili zelo kooperativni, čisti, pošteni in delovni. Obveščeni smo bili, da je njihova morala dobra. Konec navedka. Edinkrat, da so se javno uprli vodstvu taborišča, vsaj tako je razvidno iz dostopnih gradiv, je bilo septembra leta 1946, ko so izvedeli za zaukazan odhod, izselitev, izgon, če želite, 29 slovenskih duhovnikov. Ti naj bi v 2 urah spakirali in zapustili taborišče. Slovenci so se zbrali pred upravo in tam organizirali celo demonstracijo, kar ne čudi, saj so bili duhovniki za globoko verne slovenske begunce eden najpomembnejših stebrov opore. Ne preseneča torej, glede na opis delovnih, marljivih, poštenih Slovencev, da so Slovencem tudi v taboriščih, kjer so bili v krepki manjšini, zaupali večino ali vsa vodstvena mesta namenjena taboriščnikom. Zelo nazoren primer je taborišče Jesi, kjer je bilo med 1000 taboriščniki, okoli 50 Slovencev, praktično vsi pa so zasedali pomembna oziroma najpomembnejša mesta v taborišču. Ob prihodu v vsako taborišče so Slovenci najprej poskrbeli, kolikor je bilo seveda to mogoče, za dostojno bivališče, kot so napisali sami, da bi taborišče zadobilo vsaj medlo sliko lepe in slikovite slovenske vasi. Zavedati se je treba, da so bili prostori, kamor so bili nastanjeni, praviloma v zelo slabem stanju. To so bile prepišne, kovinske ali lesene barake, v katerih je bilo poleti neznosno vroče, po zimi pa izredno mrzlo, ter na pol podrte stavbe, ki jih je zamakal dež. Ponekod so uporabljali tudi vojaške šotore. Zelo so se izkazali slovenski obrtniki, ne le zidarji in krovci, temveč tudi mizarji in drugi. Potrebno je bilo popraviti okna, vrata, marsikje izdelati postelje ter osnovne potrebščine za življenje. V taboriščih so svoje delavnice odprli krojači, šivilje, čevljarji, frizeri, brivci, nekje je imel Slovenec celo svoje urarstvo. Iz skromnih materialov so izdelali vse potrebno za osnovno življenje, pri tem pa trud vlagali ne le na izgled, ampak tudi ne le na uporabnost izdelkov, temveč predvsem ali tudi na izgled. Ker je bilo po teh njihovih izdelkih vedno večje povpraševanje, so jih začeli prodajati, pa tudi razstavljati. Zanimivo recimo, da so bile ta izdelki zelo iskani, zelo zaželeni. Na eni od taboriščnih razstav je vodja taborišča recimo pokupil pravzaprav celotno razstavno zbirko in to zbirko potem poslal v Anglijo.
Posebno priznanje za to odličnost, tudi estetsko odličnost, pa je pomenilo za slovenske begunce povabilo na osrednjo razstavo v Rimu. Imeli so tudi svojo taboriščno trgovinico, tudi gostilno. V trgovinici je bilo mogoče kupiti kakšen priboljšek, celo čevapčiče. Hrana v taborišču je bila namreč zelo skromna in enolična, čeprav se še vedno marsikdaj boljša, krepko boljša od tiste, ki so imeli Slovenci v taboriščih na Koroškem. V Italiji je bilo vendarle na razpolago več sadja in več zelenjave. So pa tudi Slovenci sami zelenjavo v taboriščih skušali pridelati. Ampak to je bil zopet ta problem pogoste selitve, ko je pridelek še preden dozoril, so že morali iti drugam, tako da je bilo tudi to eno od tistih skrbi, ki jih je pestilo. Za taborišče so bile seveda pomembni paketi, ki jih je pošiljala slovenska begunska pisarna, socialni odbor v Rimu, različni dobrotniki, Rdeči križ in UNRWA. Vse to je seveda olajševalo življenje v taboriščih. Poleg slabih bivanjskih razmer so taboriščnike pestile še druge skrbi. Taborišč niso smeli zapuščati brez dovoljenj, omejevala jih je policijska ura, prepuščeni so bili samovolji taboriščnih vodij. Ti so bili taboriščnikom bolj ali manj naklonjeni. Še posebej na začetku je taboriščna uprava begunce sprejemala s sumničavostjo in nezaupanjem marsikje, saj so v njih, tako kot jim je sporočala jugoslovanska oblast, prva videli predvsem sodelavce okupatorja. Naj ob tem kot zanimivost omenim zapis telefonskega pogovora vodje UNRWE v Italiji, ki ga je imel z Washingtonom 22. maja 1945, v katerem sprašuje, kako naj ravna z okoli 12.000 jugoslovanskimi begunci, ki so prišli v Italijo, za katere pravijo, da naj bi bili kolaboranti, vendar v to niso prepričani. Ponekod je življenje taboriščnikom grenil tudi odnos lokalnih skupnosti do njih. Medtem ko so bili na primer Slovenci zelo lepo sprejeti med domačini v Serviglianu ali Barleti, pa to ni veljalo za Senegalijo, kjer je bil župan mesta član stranke, ki je podpirala komuniste. Zanj so bili seveda Slovenci nič drugega kot okupatorjevi sodelavci. Vodstva taborišč so večkrat opravljala preglede tudi po barakah ter iskale vojne zločince, pri čemer so sezname teh dobivali iz Slovenije. Ne preseneča torej, da so se na njih znašli predvsem posamezniki, ugledni posamezniki, ki so imeli ključno vlogo pri povezovanju Slovencev v taboriščih. Profesorji Slovenske begunske gimnazije, kulturni delavci, člani taboriščnega odbora. Iz Jugoslavije so v taborišče prihajale tudi repatriacijske komisije, ki so ljudi zasliševale, na drugi strani pa jih tudi spodbujale k vrnitvi domov. Takole v oklepaju, v tem so bile zelo neuspešne. Taki obiski so seveda med ljudmi povzročali še dodaten strah. Toda še bolj kot fizične omejitve pa je ljudi težila izguba domovine, domačih, misel, da so popolnoma odvisni od dobre volje nekoga drugega, ki pravzaprav odloča o njihovem življenju, ter negotova prihodnost. Omenila sem že, da so bili Slovenci dobro organizirani. Tako so imeli svoje taboriščne odbore, ki so jih zastopali pred taboriščnim vodstvom. Predstavnike odborov so volili, kar je bilo meni silno zanimivo pri svojem prvič, ko sem do tega prišla. In imeli so celo volilno kampanjo, ki se je razplantela tudi v časopisu, ki so ga izdajali. Aktivno volilno pravico pa so imeli vsi starejši od 16 let, medtem ko so bili lahko v taboriščni odbor izvoljeni le polnoletni člani. Največja slovenska taboriščna skupnost je imela tudi svoje taboriščno razsodišče. Eden izmed njenih članov je bil tudi poznani Božidar Fink, oče Andreja Finka, ki danes tudi tukaj z nami. Ustanovili so taboriščni dobrodelni sklad, namenjen pa je bil za socialne potrebe slovenskih beguncev oziroma taboriščnikov. Zanimivo je, da so sredstva zanj v ta sklad zbirali tako iz prispevkov taboriščnih gostiln, trgovinic, od dobička prodaje cigaret, zaslužka obrtnikov in pa znotraj v ta sklad so obvezno prispevali tudi vsi taboriščniki, ki so bili zaposleni znotraj taboriščne uprave in zato prejemali plačilo.
Tisti, ki niso bili zaposleni, so morali sicer vsak dan določeno število ur brezplačno namoniti za taboriščno skupnost. Izvzeti so bili seveda šolarji, doječe matere, bolniki in pa starejši oziroma stari. Slovenske begunce je večkrat obiskal tudi predsednik Narodnega odbora, dr. Miha Krek. Njegove spodbude s rojakom so bile objavljene v srednjem časopisu slovenskih beguncev v Italiji. V enem izmed njegovih nagovorov beremo: velika, in tako jih je nagovoril slovenske begunce oziroma slovenske taboriščnike. Citiram: velika in mala politična vprašanja niso nič važna. Niti za vas, niti za reševanje naše domovine. Res nič. Mi vsi skupaj na veliki tok dogodkov ne moremo vplivati. Edino, kar moramo storiti, je, da imajo ljudje, od katerih smo zdaj odvisni, o nas lepo podobo, da smo edinstvena, dobra in prijateljska družina enega naroda. Da lepota značaja sije iz vsakega od nas in iz cele družine. Važno je to zato, ker prihaja glas o naših taboriščih tudi tja, kjer se o slovenskem narodu kot takem govori. Tako se bo razširil vsaj en dober glas o nas. Kako smo potrebni tega glasu, vemo vsi. Slab glas nas je spremljal po vsej poti. Slab glas tistih, ki nam želi politično smrt, tako da nam ni bilo mogoče preupiti obrekovanja protikomunističnega dela našega tabora. Konec navedka. Vsekakor, mogoče za oklepaj, prej je gospod Jevnikar omenil, da so v poročili bili tudi opozorila na dr. Kreka. Tudi sama sem v enem izmed poročil oziroma pisem med zavezniško upravo zasledila posebno opozorila ravno od dr. Kreka, da naj se ga pazijo, ker gre za zelo inteligentnega moža in bdijo nad tem, kaj počne. Skratka, zaklepaj. Vsekakor lahko mirno rečemo, da so bili Slovenci v taboriščih za slovenski narod ne le dober, temveč izvrsten glas. To je bilo očitno že kmalu po prvih mesecih, ko so zavezniške oblasti slovenske begunce povabile v Trst in Gorico, da na noge postavijo v času fašizma uničeno slovensko zamejsko šolstvo in kulturno življenje, o katerem je govoril gospod Jevnikar. Temu so sicer oblasti v Sloveniji močno nasprotovale in pravi gnev se je zlival po njih. V osrednjem slovenskem časopisu Slovenski poročevalec, neprizanesljivi pa so bili tudi do dejanj te odločitve zaveznikov. Dejansko so ob že omenjeni stopajoči samoorganiziranosti z izjemnim kulturnim in prosvetnim življenjem Slovenci med taboriščniki izstopali. Ne le znotraj Italije in Avstrije, temveč tudi v evropskem merilu. Razlog za to je mogoče najti v tem, da je maja 1945 Slovenijo zapustil dobršen del slovenske kulturne, gospodarske, prosvetne, politične elite, ki se je prav tako znašel v taborišču. Ti so predstavljali gonilno silo pri ustvarjanju bogatega kulturnega življenja in zelo kakovostne šolske ponudbe za slovenske taboriščnike. Če se torej za hip ustavim pri kulturnem življenju. Praktično v vseh taboriščih so Slovenci, če jih je bilo le dovolj, ustanovili enega ali več pevskih zborov. Ponekod so imeli tudi manjše orkestrske zasedbe. Njihov paradni konj, emigrantski pevski zbor Slovenije, v katerem so peli nekateri, kot so sami rekli, sjajni pevci iz predvojnega slovenskega akademskega pevskega zbora Franceta Marolta, je imel recimo svoj prvi koncert že 20. maja 1945, le nekaj dni po prihodu v Munigo. Tudi kasneje je izvedel številne vrhunske in razprodane koncerte, ne le v taboriščih, ampak tudi na različnih gostovanjih. Vrhunec zanje je bil prav gotovo povabilo gostovanje v Rim ter avdienca pri papežu Piju XII. Velik poudarek so Slovenci dajali gledališču. Če je bilo le mogoče, so ustanovili gledališke skupine. Z odličnimi izvedbami predstav se je lahko pohvalil slovenski emigrantski oder, ki je uprizoril številne zahtevne in manj zahtevne predstave. In treba posebej poudarjati, da so kostume morali sešiti sami in prav tako pripravili sceno. Med drugim najdemo uprizoritev Hamleta, odlično uprizoritev Hamleta in še številne druga dela slovenskih avtorjev in pa tudi tujih. Slovenski taboriščniki so pripravljali literarne debatne večere, tematsko izredno raznovrstna predavanja. Kjer je bilo le mogoče, so uredili knjižnico, kjer so bile slovenske knjige še posebej zaželene.
Ob različnih priložnostih so organizirali akademije z bogatim, pa tudi vsebinsko zahtevnim programom. Seveda ni šlo zlahka, ni šlo vedno zlahka. Ko so v začetku junija 1946 želeli pripraviti akademijo v spomin slovenskim povojnim žrtvam, je vodstvo taborišča akademijo prepovedalo. Slovenci so se znašli in namesto tega so pripravili recitacijski večer, na katerem so recitirali tudi Balantičevo Zasuta usta. Omenila sem že, kako pomembna je bila slovenska beseda, zato ne čudi, da so začeli izdajati različne časopise, revije. Ob zavedanju, kako draga in težko dostopna sta bila takrat papir in tinta, je vsega priznanja upravičeno deležno izdajanje časopisa Zedinjena Slovenija, ki je kot dnevnik neprekinjeno izhajal 2 leti in pol. Od septembra 1945 do februarja 1948, ko so večina Slovencev že šla čez ocean. Ter postal je dejansko osrednje glasilo slovenskih beguncev v Italiji. Izvode so pošiljali tudi v Trst, na Koroško, Združene države Amerike, v Argentino. Njegov urednik pa je bil Joško Krošelj, predvojni urednik časopisa Slovenc. V njem so bile vedno novice iz sveta, še posebej so spremljali dogajanje okoli določanja meje ter odnos zahodnih držav, zlasti Združenih držav in pa Velike Britanije do Jugoslavije. Vedno so bile tudi novice iz domovine, pri čemer niso želeli povedati, da te novice dobivajo tudi od tistih, ki so prihajali čez mejo, tako da so se sklicevali na različne vere, kot je BBC, potem recimo Voice of America, Rome American, skratka so se znašli. In pa seveda časopis Zedinjena Slovenija je prinašal novice iz taborišča, tega osrednjega in tudi drugih taborišč, kjer so bili Slovenci. Časopis je že novembra dobil odlično literarno oziroma leposlovno prilogo Svet in dom, ki jo je likovno opremljala tudi znana Bara Remec. Namenjena pa je bila, kot so rekli, buditi v nas ljubezen do slovenske besede. Omenila sem, da so izdali, če je bilo le možno, časopise, revije in naj omenim, velja omeniti vsaj 3, revijo Mi in svet, s podnaslovom Revija Slovenske armije, ki je izhajala v barvah, kar je bil svojevrsten podvig, Ženski list za modo, za ženske, Lepa vida, in pa tudi edini slovenski begunski mesečnik, ki ni izhajal v slovenščini, temveč v angleščini, namenjen pa je bil, navajam, tujemu tisku ter političnim ustanovam in osebnostim svobodnega sveta, ki je skušal prinašati resne in točne informacije o sedanjem jugoslovanskem režimu, njegovih voditeljih, razmerah v Jugoslaviji, komunizmu nasploh in o njegovih namerah in ciljih v Jugoslaviji in svetu. Konec navedka. Še enemu področju so slovenski begunci dajali izjemen pomen. Po njem so izstopali tudi v tem nad drugimi begunskimi skupnosti. To je bilo področje šolstva. Skoraj 10% vseh beguncev je bilo namreč mladoletnih. Že takoj v prihodu v taborišče v Munigu sta dr. Baraga in pa profesor Jože Peterlin dala pobudo za ustanovitev ljudske šole in pa slovenske begunske gimnazije, kar je bilo toplo in zelo hitro takoj sprejeto. Kasneje so sicer drugo slovensko begunsko gimnazijo ustanovili tudi še v taborišču Senigalje. Gimnazija, ki jo je sprva vodil dr. Srečko Baraga, po njegovem odhodu v Trst pa profesor Ivan Prijatelj, je začela delovati že 4. junija, kar je celo 10 dni prej, kot je začela delovati slovenska begunska gimnazija v Vetrinju. Kot so zapisali v spomenici, namenjenem prosvetnemu referentu anglo-ameriških zavezniških vojaških sil, so šolo ustanovili, citiram, da se ne pretrga šolska morala in intelektualna vzgoja otrok, da se redno zaključi šolsko leto 44-45 in da se tem otrokom omogoči nadaljevanje študija. Slovenska begunska šola, gimnazija sicer ni dobila javnega priznanja, kot je to uspelo slovenski begunski gimnaziji na Koroškem, vendar pa po kvaliteti pouka ni prav dosti zaostajala za slovensko begunsko gimnazijo v Vetrinju. Sem bom preskočila šolstvo, čeprav je meni zelo ljubo, zato ker so res notri šole zelo skrbeli tudi za vzgojo, narodno vzgojo, kar pričajo recimo tudi ta ljubezen do domovine, do običajev, do vsega, do jezika, do slovenskega jezika, tako da
so zame meni zelo ljubi oziroma zelo zgovorni eseji, ki so jih naslovi esejev, ki so jih pisali recimo na maturi. Naj naštejem samo 2 ali 3 za ta občutek. In sicer eden naslov Zakaj nazaj v planinski raj? Razprava o dolžnostih, ki jih ima izobraženec do svojega naroda. Drugi naslov, ljubim svoj materni jezik. Tretji recimo naslov, narodna pesem zrcala narodovega življenja. Tako da skratka res tudi iz tega vidimo, kakšno skrb so vlagali ljudje v slovenstvo, v ljubezen do jezika in to tisti, ki so jim doma očitali narodno izdajstvo. Skratka, poleg gimnazije in ljudske šole seveda so skrbeli tudi za neformalno izobraževanje, tako da imeli so seveda vrtce, neformalne z različnimi predavanji, tečaji, strokovnimi, jezikovnimi. Morda kot zanimivo samo omenim, da recimo v taborišču v Ričoneju so imeli tudi ljudsko šolo, slovensko ljudsko šolo, ki pa je v nečem izstopala od drugih v tem, da so jo obiskovali tudi odrasli. Namreč tam je bilo veliko Primorcev, ki med drugo svetovno času fašizma niso imeli slovenskih šol in bi skušali tudi ta manjko prek te ljudske šole prinesti notri. Kljub temu pa velja mogoče omeniti, da vsi so delali brezplačno profesorji in včasih tudi v težkih razmerah, ker ni bilo vedno taborišča vodstva naklonjeno šoli. Tako so recimo prošnje Slovencev za postavitev šole v eni izmed taborišč zavrnili s pojasnilom, da naloga UNRE ni vzdrževanje in podpiranje šol v taboriščih, kakor tudi ne plačevanje profesorjev. Da zaključim. Seveda življenje v taboriščih ni moglo trajati v nedogled, ta so se postopno začela zapirati, taboriščnike so spodbujali, da se vrnejo domov oziroma da izberejo pot na tuje. V 3-4 letih, ki so jih slovenski begunci preživeli v taboriščih, so postali močna in povezana skupnost, ki je bila tudi temelj slovenske skupnosti v Argentini, kamor je šlo največ Slovencev. Te 4-letne duhovne vaje, kot so taboriščna leta poimenovali sami, so bile pravzaprav tisti humus, iz katere so črpali tudi v novi domovini. Če poznamo izjemen slovenski taboriščni fenomen, nas ne more čuditi, da se je tu kalila tudi ideja o samostojni in demokratični Sloveniji, da so iz te skupnosti prišli veliki možje, kot je bil Marko Kremžar, Milan Komar, Zorko Simčič, da so v taboriščih tudi zahvalo za taboriščno življenje omenjali recimo svetovno znan zdravnik Ciril Rozman, Vladimir Kost, nedavno premenil tudi Kajen Gantar. Tu je seveda tudi slovenska kulturna akcija, generacije slovenske mladine, močno ukoreninjene v slovensko narodno zavest in duhovno tradicijo. Nezanemarljiva vloga je bila vloga slovenskih beguncev pri oživljanju, kot smo slišali, zamejskega kulturnega in narodnega prostora, ki še posebej tu v Italiji. Skratka, gre za del zgodovine, ki si zasluži pomembno mesto, po mojem prepričanju, v narodnem učbeniku zgodovine. Hvala. Najlepša hvala dr. Kleni Jaklič za njen referat, ki nas je zaključil nekako ta, recimo, begunski opus našega delovanja, našega referata oziroma posveta. In zdaj gremo na zadnji današnji referat. Nekako, če bomo pridni, bomo skoraj končali, kot smo si zadali, do 19. Predstavil ga najmlajši referent na današnjem posvetu, to je dr. Matic Batič, vipavski rojak, sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, ki nam bo z besedo in sliko predstavil svoj referat z naslovom Nova govorica prostora, spremembe v kulturni krajini na Primorskem v letih 1943-1954. Matic, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Renato. Mogoče najprej preskusimo, če to dela. Dela, ok, super. Damo na elektriko, da ne bi slučajno. Torej, moj referat je nekoliko drugačnega značaja, tako da je v bistvu uporaba PowerPointa skoraj nujna z normalno spremljanje. Torej, kot rečeno, še enkrat hvala Renato za predstavitev, za besedo. Prav vsi lepo pozdravljeni in hvala tudi organizatorjem, najprej za vabilo, predvsem pa
za vso organizacijsko delo, ki je bilo vloženo v pripravo tega zelo lepega simpozija. Kot rečeno, moj referat obravnava nekoliko drugačen vidik dogajanja pred sklenitvijo Pariške mirovne pogodbe in po njej, in sicer spremembe v kulturni krajini na Primorskem v tem času. To je tudi tema mojega sedanjega postdoktorskega raziskovalnega projekta z naslovom Fluidna krajina, ki ga trenutno izvajam. Naslov se sam po sebi morda zdi nekoliko širok oziroma pomensko ne najbolj določen, zato je mogoče smiselno, da na začetku najprej opredelim, kaj je sploh v ospredju mojega zanimanja. Torej, sama kulturna krajina predstavlja nekako skupek vseh človekovih posegov v naravni prostor, ki ga človek vse od začetka svojega bivanja kot poljedelec bolj ali manj intenzivno preoblikuje. Posegi v prostor potekajo na različne načine, najbolj izrazito seveda preko človekovih gradenj oziroma arhitekture. Slednja ima prvenstveno uporabni značaj, vendar pa vse od začetka človeške kulture to golo utilitarnost tudi presega, najprej seveda že z uvajanjem estetskega elementa. Z naraščajočo kompleksnostjo človeških družb pa ta sekundarni, se pravi kulturni vidik posegov v prostor postaja vedno pomembnejši. Že prve visoke civilizacije so tako gradile monumentalne stavbe, ki so služile reprezentaciji politične moči vladajočih dinastij, oziroma lahko bi rekli tudi dominantnih ideoloških sistemov. Predvsem od francoske revolucije dalje, ko se narod postopoma vzpostavlja kot politično najpomembnejša oblika skupnosti, v ospredje stopajo simbolne reprezentacije narodnosti. V obliki narodno obarvanih spomenikov, ko so različne države oziroma narodi začeli množično postavljati spomenike svojim pomembnim vladarjem, vojskovodjem, umetnikom, prelomnim zgodovinskim dogodkom in tako dalje. Poleg posameznih spomenikov pa so v določenih primerih tako narodno zaznamovanost pridobili tudi drugi prostorski elementi, na primer jezik javnih napisov, posamezne reprezentativne stavbe, določen arhitekturni slog ali kar neka omejena kulturna krajina kot taka. Simbolni pomen teh prostorskih elementov za posamezne narodne skupnosti nam je verjetno tukaj prisotnim še posebej jasen, glede na to, da se nahajamo v Trstu, ne tako daleč stran od Narodnega doma, katerega usoda na nek način simbolno predstavlja vso usodo slovenske skupnosti na Tržaškem nekako od konca 19. ali začetka 20. stoletja dalje. Prav zaradi tega velikega simbolnega pomena, ki ga posamezni pomensko nabiti prostorski elementi uživajo, pa ni presenetljivo, da v času narodnih konfliktov, ko si dve ali več narodnih skupnosti lastijo isto ozemlje, tudi kulturna krajina kot taka lahko postane objekt političnega in kulturnega boja. Boj za prevlado v prostoru je po eni strani izraz narodnih nasprotij in njegova kulturna dimenzija, po drugi strani pa le-ta nacionalni konflikt še dodatno generira oziroma pospešuje. Svojo pozornost danes torej posvečam predvsem simbolno oziroma ideološko zaznamovanim spremembam v kulturni krajini, ki so bile, kot rečeno, predmet političnega oziroma kulturnega boja. Z drugimi besedami, ne bom taksativno predstavljal vseh večjih ali manjših posegov v javni prostor, temveč izpostavil predvsem ideološko razsežnost tega procesa v prelomnem zgodovinskem času, ko se je nekako ponovno odločila prihodna politična usoda tega obmejnega prostora. Samo območje severnega Jadrana Slovenci običajno imenujemo Primorska po imenu nekdanje habsburške upravne enote Avstrijsko Primorje. V Italiji se za poimenovanje tega območja seveda uporablja drugačno ime, sicer Venecija Giulia oziroma Julijska krajina oziroma če dobesedno prevedemo Julijska Benečija. Že zgolj dejstvo tega različnega poimenovanja oziroma zgodovinsko ozadje obeh imen, predvsem pa zgodovina njune konkurenčnosti, v bistvu razkrivajo politično spornost tega ozemlja, ki sta ga zgodovinsko zaznamovali etnična raznolikost in pogosto spreminjanje političnih meja. Ta burna zgodovina je seveda že pritegnila veliko pozornosti zgodovinarjev in drugih raziskovalcev. Dosedanje raziskave pa so se osredotočale predvsem na politično zgodovino, pa tudi na različne oblike nacionalno pogojenega nasilja. V zadnjih letih se sicer čedalje bolj uveljavljajo kulturno-zgodovinske raziskave, med njimi tudi raziskave te ideološke razsežnosti posegov v prostor. Dosedanje raziskave so se ukvarjale predvsem s časom pred Prvo svetovno vojno in po njej. Tudi sam sem v okviru svojega doktorata predstavil proces prostorske italijanizacije na Goriškem in ugotovil, da je kulturna krajina ob Soči bila v obdobju med leti 1918 in 1943 močno spremenjena oziroma načrtno italijanizirana. Ideološko nabite spremembe so zajele širok spekter prostorskih elementov, od italijanskih spomenikov
pa vse do izgleda številnih cerkva obnovljenih v tem času v okviru povojne obnove. Ne glede na dosedanje študije, pa bi lahko rekli, da preobrazba prostora v tem času še vedno ostaja sorazmerno slabo poznana, kar velja predvsem za čas po kapitulaciji Italije. Prav to obdobje pa je, kot sem že rekel, ključnega pomena, ker se v tem času ponovno odločalo o nadaljnji politični pripadnosti regije. V nadaljevanju se bom torej osredotočil na nekaj konkretnih tipoloških primerov preobrazbe kulturne krajine, pri katerih lahko govorimo o tej ideološki dimenziji. Na prvem mestu velja seveda omeniti odstranjevanje, lahko bi rekel tudi uničevanje italijanskih spomenikov in drugih elementov prostorske italijanizacije. Kot sem že izpostavil, je bila v bistvu, lahko bi rekli, celotna pokrajina zavestno italijanizirana z množico italijanskih spomenikov, javnih napisov, zgradb fašistične stranke in tako dalje. Po kapitulaciji Italije je zato bilo na nek način logično pričakovati, da bodo ti prva tarča nasprotnikov italijanske oblasti. Kako točno pa je ta proces potekal, je ob dosedanjem stanju raziskav mogoče zgolj delno odgovoriti. O primerih posameznih napadov na italijanske prostorske simbole imamo sporočila že iz časa pred začetkom druge svetovne vojne. Tigrovci so tako na primer načrtovali miniranje svetilnika Zmage v Trstu, ampak napad na to ni bil uspešno izveden. Prihajalo je na primer tudi do požigov italijanskih šol, ki so bile nekako simbolni izrazi tega procesa italijanizacije tukaj Slovencev na Primorskem. Pa tudi recimo zanimivi so napadi oziroma primeri uničevanj tako imenovanih dreves Arnalda Mussolinija, ki so jih po vsej Italiji v 30 letih sadili v spomin na preminulega Mussolinijevega brata. Po kapitulaciji Italije so italijanske prostorske markacije odstranjevale skupine ljudi različnih narodnih in ideoloških barv. Številni napisi in spomeniki so bili odstranjeni kot rezultat nekakšnega spontanega navdušenja slovenskega prebivalstva po odhodu italijanske vojske. Če izpostavim samo en primer, lahko recimo omenim kanal ob Soči, kjer je stal spomenik italijanskega generala iz časa Risorgimenta, Francesca Skodnika, sicer slovenskega rodu. No, ta spomenik so lokalni Slovenci na pobudo nekega uslužbenca na občini vrgli v Sočo. Po pričevanju naj bi domačine med odstranjevanjem spomenika presenetila nemška enota, ki pa so ji domačini pojasnili, da odstranjujejo kip avstrijskega dezerterja. Skodnik je namreč leta 1948 v času te vojne v bistvu dezertiral iz Habsburške armade in se pridružil piemontski vojski. Na to naj bi Nemci domačinom to preprosto dovolili. Dogodek kaže v bistvu na odnos nemških okupatorjev do Italijanov oziroma nemške ambicije po dolgoročnejši prisotnosti v tem prostoru, kar je tudi sicer zelo dobro dokumentirano. Tudi nekatere druge italijanske spomenike so tako na primer odstranili Nemci. Če omenim samo velik, zelo reprezentativen spomenik Nazarja Saura, ki je stal na Pomolu v Kopru. Prav tako je seveda potrebno omeniti tudi vlogo slovenskih domobrancev, ki so razstrelili spomenik, ki so razstrelili spomenik padlim goriškim irredentistom v Goriškem parku spomina. Sklepamo lahko pa, da so odstranili tudi nekatere druge italijanske prostorske simbole, čeprav zaenkrat o tem nimam še konkretnih podatkov. Največ italijanskih spomenikov in drugih znamen pa so odstranili partizani oziroma kasneje jugoslovanske oblasti. Zdi se, da predvsem po koncu vojne. Vsekakor ta proces ni bil sistematično voden, prav tako je v konkretnem poteku malo znanega. Tak je na primer velikega italijanskega planinskega zavetišča, ki je hkrati služil tudi kot spomenik italijanskim alpinom pod vrhom Krna. Podobna, ga vidimo tukaj na sliki. Podobna usoda je doletela tudi italijanska spomenika na Sveti Gori in nad vasjo Šempeter pri Gorici, ki so jo v drugi polovici 40 let razstrelili lokalni skojevci. To je spomenik na hribu Svetega Marka, nekdanji spomenik seveda, nad Šempetrom. Tukaj pa levo vidimo spomenik na Sveti Gori, ki ga leta 1938 zasnoval Max Fabiani. Italijanska stran se na razstrelitev teh dveh spomenikov odzvala s postavitvijo manjših kopij, ki jih še danes lahko vidite na Goriškem grajskem hribu. Poleg tega je prišlo do odstranjevanja italijanskih javnih napisov. Namesto njih so se že med vojno pojavili partizanski oziroma jugoslovanski napisi, ki
ki so se v nekaterih vaseh deloma seveda ohranili vse do danes. Večina napisov je nastala pred letom 1947 kot dokaz želje lokalnega prebivalstva po priključitvi Jugoslaviji. Ohranjeni dokumenti propagandne komisije za slovensko primorje dokazujejo, da so bili ti napisi, se pravi njihova priprava, delo natančno organiziranih akcij. Že v začetku maja 1945 sem tako na primer našel dokument propagandne komisije, ki je, imamo tukaj v bistvu, ki je določal, da so v centru Trsta slovenski napisi v tem času neoportuni. Citiram: "Naš cilj mora biti dati Trstu videz italijanskega mesta, ki živi svoje normalno, mirnodobno življenje." In na to dalje. Prosimo torej, da masovne organizacije opustijo vse spontane napisne akcije in da izdelujo napise samo na poziv organizacije. V prihodnjih letih na to obstaja vrsta dokumentov o pripravi akcij, pisanja napisov seveda skupaj z ustreznimi gesli. To je v dokumentih te propagandne komisije za slovensko primorje je to izjemno natančno ohranjeno. Z omembo teh jugoslovanskih propagandnih napisov pa sem se v bistvu že dotaknil drugega pomembnega dejavnika ideološko zaznamovanih sprememb, in sicer nastanka nove revolucionarne kulturne krajine v okviru partizanskega gibanja in kasneje jugoslovanske države. Slovensko partizansko gibanje pod vodstvom komunistične partije je seveda imelo poleg nacionalnega tudi izrazit socialno-revolucionarni značaj. Slednji se ni kazal le v nasprotovanju in rušenju obstoječega družbenega reda in prevladujočih kulturnih norm, temveč tudi v vzpostavljanju nove komunistične kulture. Ta je kmalu začela dobivati tudi prostorski značaj tam, ker so zato seveda obstajale možnosti. Tako so na ozemlju pod njihovim nadzorom že med vojno začeli nastajati partizanski javni napisi, s prevzemom oblasti pa se na to razširil spektr njene prostorske dominacije. Najbolj impozanten primer tega je bila gradnja Nove Gorice, kot povsem novega mesta na jugoslovanski strani meje po zaključku Pariške mirovne konference, na kateri je bilo seveda, kot vemo, mesto Gorica dodeljeno Italiji. Kot odgovor se slovensko komunistično vodstvo odločilo zgraditi novo mesto z izrazito dvojnim namenom. Nova Gorica naj bi nadomestila Gorico kot upravno in gospodarsko središče pokrajine, hkrati pa predstavlja superiornost socialistične oziroma komunistične družbene ureditve. A komunistična prostorska politika ni ostala omejena na urbana središča, temveč je dosegla tudi najmanjše vasi. Tukaj še nekaj primerov napisov. Najbolj nazoren primer so bila preimenovanja lokalnih naselij. Ta proces ni bil omejen le na odstranjevanje poitalijančenih imen, kot vemo je bila vsa lokalna toponomastika v času italijanske države tukaj zelo sistematično poitalijančena, temveč je skušal odstraniti tudi druga ideološko nezaželena imena. Ta so bila predvsem dveh različnih izvorov. Prva so bila povezana s krščansko dediščino, saj so številna naselja bila poimenovana po vaških zavetnikih. Druga pa so bila fevdalnega oziroma nemškega izvora. Leta 1948 je Državni zbor takratne Socialistične republike Slovenije sprejel zakon, ki je določal, da, citiram, naselja ne smejo imeti imen, ki niso v skladu z današnjo družbeno in narodnostno stvarnostjo ali žalijo narodnostni čut slovenskega naroda ali drugih narodov Jugoslavije. Ta naselja so bila tako sistematično preimenovana, tako da so številne vasi na Primorskem v 20. stoletju kar trikrat zamenjala imena. Po prvi svetovni vojni so namreč, kot rečeno, Italijani poitalijančili lokalno toponomastiko, po koncu druge svetovne vojne pa so jim sledile še komunistične oblasti. Sezname naselij, ki jih je bilo treba preimenovati, so pripravili okrajni izvršni odbori, ki so na to lokalnim KLO-jem poslali poziv za izbor novega imena. Za Goriško je tak seznam, tako je ta dokument. Je tak seznam nastal 29. junija leta 1949, že objavil pa ga je gospod Rosa v enem svojem prispevku. Po njem so bila za preimenovanje določena, se pravi, govorim samo za Goriško, naslednja naselja, in sicer Dornberg, Riechenberg, Šmarje, Sveti Križ, Šentvit, Cov, Stoma, Šempas, Kromberg, Kanal, Kambreško, Opatje selo, Šempeter in Šmartno. Vsa omenjena preimenovanja na to sicer niso bila takoj uresničena oziroma izvedena, temveč le deloma in sicer z manjšo časovno zamudo.
Namreč v začetku 50-ih let, ko se je na to dodatno oziroma še posebej zaostril odnos med državo in katoliško cerkvijo. Do teh preimenovanj je tako prišlo večinoma leta 52, ko je bil izdan nov zakon o upravni razdelitvi. Ob tem so bili preimenovani številni kraji. Če ostanem samo na Goriškem, lahko na primer omenim Sveti križ, ki je postal oziroma je še danes Vipavski križ, potem Šentvid, ki je postal Podnanos, Richenberg je postal Branik, Dorenberg pa sicer le za krajše obdobje, na primer Zalih Ribne. Dorenberg je nasploh neko zelo zanimiv primer, ker očitno je bil v tej vasi upor lokalnega prebivalstva proti novemu imenu tako močan, da so oblasti res na to, mislim, da 3 leta kasneje popustile in dejansko imen vrnile to prvotno ime. Je pa to bila bolj izjema kot pravilo. Negativen odnos do domačega krščanskega in feudalnega izročila se kaže tudi v odnosu do nekaterih objektov, predvsem imam tukaj v misli cerkve in gradove. Zlasti med letoma 43 in 45 so bile številne grajske stavbe uničene ali močno poškodovane. Uničenje gradov je bila deloma posledica kolateralne škode oboroženih spopadov, deloma pa tudi posledica plenjenja grajske opreme in dragocenosti s strani lokalnega prebivalstva. Obenem pa se je težko izogniti vtisu o odkriti sovražnosti, ki so jo do teh zgradb kazale partizanske enote in kasnejše komunistične oblasti. Številni gradovi so bili uničeni z razlogom, da jih okupator ne bi uporabljal kot svoje utrjene postojanke, čeprav pogosto niso predstavljali prave vojaške vrednosti oziroma njihov vojaški pomen komajda mogoče primerjati z izjemno kulturno škodo, ki je na tak način nastala. Na Primorskem so bili v tem času uničeni ali hudo poškodovani številni gradovi, če omenim samo nekatere, recimo Richenberg, Štanjel, Dobrovo. Še posebej izstopa požig dvorca Hasberg oziroma po slovensko Hošberg pri planini na Notranjskem, ki ga je spomladi leta 1944 požgal dolomitski odred. Izgubljena je bila dragocena oprema skupaj s knjižnico in številnimi dragocenimi starimi tiski, pri čemer lahko je seveda potrebno omeniti, da je tudi sam grad predstavljal oziroma dvorec predstavljal pravi biser baročne arhitekture v Sloveniji. O tem, da so številni požigi gradov temeljili tudi na ideološkem ozračju v partizanskih vrstah, priča zanimiv spominski zapis Milovana Džilasa, citiram: Slovenski partizani so posebej sovražili gradove in dvorce. Grad gori, grof beži. Besede iz davnih časov, ki sem jih v tistih dnevih pogosto slišal iz ust Kardelja in Kidriča. Konec citata. Negativen odnos do te kulturne dediščine se navsezadnje jasno pokazal tudi po koncu vojne, ko so bili številni gradovi prepuščeni propadanju oziroma uporabljeni kot skladišča ali stanovanja. Po vojni bi bilo mogoče marsikatero gradsko strukturo še rešiti, vendar oblasti preprosto niso zato hotele zagotoviti nobenih sredstev. Podobna usoda je doletela tudi številne cerkve. Veliko jih je bilo med vojno poškodovanih oziroma poškodovanih v vojaških spopadih oziroma zavezniških bombardiranih, po vojni pa so oblasti preprečile njihovo obnovo. Pri tem je očitno veliko vlogo igrala težnja po izbrisu nezaželenih simbolov iz javnega prostora, posebej na osrednjih reprezentativnih mestih. Če omenim zgolj en primer, ki je recimo tudi najreprezentativnejši, je to Idrija. V Idriji je bila župnijska cerkev Svete Barbare, ki se nahaja na glavnem mestnem trgu, močno poškodovana v bombnem napadu britanskih oziroma južnoafriških zračnih sil pomladi leta 1945. Po vojni so župljani sami začeli zbirati gradbeni material za obnovo cerkve, vendar so mestne oblasti dovoljenje za to zavrnile, ker novi regulacijski načrt preprosto ni predvideval obnovitve cerkve na tem mestu. Na župnikovo pritožbo so na to o tem odločali na rajonskih zborih, ker je v spredje jasno stopila sovražnost do cerkve. Če citiram samo enega od teh izjav, ki so bile tam podane. Če župnik ne ve, da je ljudska oblast v Idriji in da je ljudstvo, ki odloča, mu bomo sedaj mi to povedali. Dekan Janko Žagar, ki je vodil ta postopek, je bil na to postavljen pred sodišče, v Postojni, mislim, da ne, in obsojen na 20 let zapora, je bil pa na to leta 50 tudi pomiloščen. V 50 letih pa so ostanke cerkve na to popolnoma porušili, kar je popolnoma spremenilo simbolni značaj mesta vse do danes, saj nova cerkev stoji na mestnem robu. Torej, če počasi sklenem.
V današnjem referatu sem skušal predstaviti osnovne značilnosti procesa ideološko zaznamovanih posegov v lokalno kulturno krajino na Primorskem po letu 1943. Poudariti moram, da se nisem posvetil vsem posegom, ker lahko najdemo ideološki predznak. Slabo raziskani tako še vedno ostajajo številne oblike oziroma številni vidiki tega procesa, naprimer postavljanje novih partizanskih spomenikov in njihova simbolična govorica. Ne glede na to pa so se že izjasnile nekatere osnovne značilnosti. Zdi se, da lahko ideološko razsežnost nove govorice prostora na Primorskem razdelimo na dva dela, in sicer nacionalnega in revolucionarnega. Nacionalno zaznamovani posegi niso bili samo domena novih jugoslovanskih oblasti, kot smo videli. Po drugi strani pa sta se nacionalna in revolucionarna dimenzija deloma tudi prikrivali, naprimer pri odstranjevanju fašistične prostorske markacije sta šlo za odstranjevanje simbolnih znakov, ki so bili tako nacionalno kot tudi ideološko nesprejemljivi. Obstajajo pa seveda tudi primeri, ko nacionalnega dejavnika sploh ni bilo, naprimer pri spremembah imen ideološko neustreznih oziroma nezaželenih toponimov oziroma imen naselij. Tako, s tem počasi zaključujem. Lahko bi samo še omenil, da bodo nadaljne, bolj poglobljene odgovore o poteku tega procesa gotovo podale še dodatne raziskave. Zaenkrat pa je to. Najlepša hvala.